Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni, dobro jutro, dobrodošli na konferenci Erasmus Plus, uspehi in izzivi. Z vrsto strokovnih sogovornikov se bomo danes poglobili v program, ki načeloma velja za evropsko zgodbo o uspehu. Tisti, ki so izkoristili priložnosti, ki jih ponuja, večinoma govorijo o neponovljivi izkušnji. Ampak seveda, prostor za izboljšave se vedno najde in kakšno bo skušal dodati tudi današnji dogodek. Več o ciljih samega dogodka pa v imenu gostitelja informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, njen vodja, magister Klemen Šumar. Spoštovani evropski poslanec dr. Milan Zver, evropski poslanec Lojze Peterle in evropska poslanka Romana Tomc, spoštovani evropski komisar dr. Tibor Navračič, Udvu Zuljuk, a Slovenija, spoštovana ministrica dr. Maja Markovič-Brenčič, spoštovani upravičenci, prijavitelji, uporabniki in ostali, ki stopate v stik s programom Erasmus+. V čast in veselje mi je, da lahko danes tukaj v Ljubljani na konferenci res evropskega formata med nami pozdravim tako Evropskega komisarja za šolstvo, kot odgovornega poročevalca v imenu celotnega Evropskega parlamenta za program Erasmus+. Poleg njiju pa tudi pristojno ministrico za šolstvo, znanost in šport, ki v imenu Slovenije pokriva področje programa. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji posveti veliko svojega časa delu z mlajšimi generacijami in pobudami na tem področju. Zato smo izjemno počaščeni, da ste z nami predstavniki treh glavnih evropskih institucij, ki shemo, ki jo danes poznamo pod imenom Erasmus in je med mladimi zagotovo najpopularnejši program Evropske unije, skupaj sooblikujete in skrbite za njeno izvajanje. Poleg tega pa jo še nenehno nadgrajujete, da postaja dostopnejša za vedno širši krog ljudi. Prihodnje leto bo minilo 30 let od pričetka prvega programa študentske mobilnosti v Evropi, ki je do danes 4 milijonom posameznikom omogočil študij ali opravljanje pripravništva v tujini. V letih svojega obstoja je Erasmus odstrl nešteta nova obzorja, spisal na tisoče življenjskih zgodb in zarisal mnoge nove poklicne poti. Mobilnost še naprej ostaja v središču strategije, s katero se Evropska unija sooča z nezaposlenostjo nove generacije, ter nudi podporo državam članicam pri izboljšanju njenih učnih poti. Zato so danes v krovni program Erasmus Plus zajeta vsa ključna področja izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, ki predstavljajo podlago in bistveno gonilo strategije rasti Evropske unije. Tukaj so temelji za izhod iz gospodarske krize, krepitev rasti in večje število delovnih mest ter hkrati spodbujanje socialne enakosti. S povečanjem sredstev za kar 40% na 14,7 milijarde evrov bo nov program Erasmus Plus ustvaril priložnost za študij, usposabljanje in poučevanje v tujini za predvidoma novih 4 milijone evropejcev, kar 4-krat hitreje kot do sedaj, poleg mobilnosti pa ponudil nove možnosti za številne projekte vseevropskega sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in delodajalci, kjer Erasmus Plus vključuje več področij sodelovanja in področji sveta kot kdajkoli prej. Skozi podporo kakovostnemu poučevanju ter z ustvarjanjem tesnejših povezav med svetom izobraževanja in delodajalci Erasmus Plus prav tako zmanjšuje razkorak med znanjem in spretnostmi ter potrebami na trgu dela. Po eni strani omogoča priložnosti za učitelje in drugo osebje, da lahko vidijo, kako šolstvo deluje v drugih državah in prinesijo najboljše ideje domov, po drugi strani pa mladim vliva samozavest za življenje in za delo, tudi v mednarodnem okolju, kjer lahko pridobijo izkušnje, se naučijo jezikov in so na to pri iskanju službe doma ali po svetu bolj uspešni, kar kaže statistika. Za veliko večino mladih udeležba v programu pomeni prvo daljše bivanje v tujini, soočanje s prej nepoznanimi problemi in pritiski. In mladi povedo, da se z izmenjav vračajo drugačni in bogatejši kot ljudje. Kot izjemnega pomena so se izkazali učinki na medkulturno zavedanje v Evropi, njeni soseščini in širše.
Erasmus Plus spodbuja enakost, socialno kohezijo, aktivno in vseevropsko državljanstvo in je tako postal verjetno najpomembnejši gradnik vseevropske identitete. Pričakovanja o rezultatih novega programa so velika. Ne le za posameznike, temveč tudi za institucije, izobraževalne sisteme ter za evropsko gospodarstvo kot celoto. Tudi kritik in predlogov za izboljšave ne manjka. In konstruktivna kritika je v Evropskem parlamentu vedno dobrodošla. Zato sem vesel, da bomo lahko danes z vsemi, ki ste izvajanje Erasmus Plus pripeljali na polovico njegove poti, konkretno, predvsem na drugem panelu, spregovorili tudi o možnostih in priložnostih ter vaših predlogih za izboljšavo s skupnim ciljem, da se program v naslednjem obdobju delovanja še izboljša in doseže svoj končni namen. Naj povem, da bomo vaše predloge posneli in zabeležili ter posredovali dr. Milanu Zveru, da bodo tako lahko sestavni del njegovega poročila Evropskega parlamenta za izboljšanje programa Erasmus Plus za Slovence in tudi druge Evropejce. Vsem želim eno zanimivo in plodno debato. Hvala lepa, sedaj pa torej prosim goste prvega dela današnjega dogodka, da se mi pridružijo. Torej gospa Makovec Brenčič, gospod Zver in gospod Navračič. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani gostje. Pa začenjamo, torej besedo bomo predali najprej evropskemu poslancu in stalnemu poročevalcu Evropskega parlamenta za program Erasmus Plus, doktorju Milanu Zveru. Verjamem, da je njegov pogled v to problematiko izjemno poglobljen in tudi širok. Doktor Zver, izvolite. Hvala. Seveda. Hvala za besedo. Zdaj, ko govorim, bolje vidim, da je posvajen stik z vami. Torej, spoštovani gospod evropski komisar Tibor Navračič, spoštovana gospa ministrica, obema hvala, da ste se odrežila tega dogodka, ki ga skupaj z mojo pisarno pripravlja informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji, ki jo vodi magister Žumer. Tudi njemu hvala za vso organizacijo in pa pomoč pri tem. Hvala tudi vsem vam, da ste prišli. Danes je čas, ko bomo lahko izmenjali mnenja stališča. Smo ravno sredi velikih priprav, sredi implementacije novega tega krovnega programa Erasmus Plus in tudi pri pripravi poročila Evropske komisije, pa tudi pri pripravi mojega mestnega poročila, kjer bom poskušal oceniti začetno obdobje uresničevanja tega najbolj uspešnega evropskega programa, ki ga radi poimenujemo. Vsekakor bo ta debata nadvse koristna, kot je že uvodničar dejal, tudi zame, ki pripravljam to poročilo. Doletela me je kar precejšnja čas, pa seveda tudi odgovornost lani, ko sem bil izbran za stalnega poročevalca za to področje. To pomeni, da redno spremljam, kako funkcionira ta novi krovni program. Začetno obdobje je bilo kot vsako, polno takih otroških nalezljivih bolezni, ki pa se brez težav odpravljajo. Komisija pridno dela, lahko rečem, da imamo komisarja, ki je uspel nekako najbolj vzpostaviti taki živi, prijazen, brezkonfliktni stik z uporabniki in vsemi tistimi, ki so vključeni v program Erasmus Plus. To mi verjamete, ker poznam že desetletja to sceno. In prve analize in prve ocene kažejo, da je dobro, da program dobro deluje, kljub nekaterim slabostim. Jasno, da če vprašate mlade, ali pa zdaj, ko sem imel zelo veliko srečen tudi z deležniki, zlasti z mladinskimi organizacijami, pa tudi drugimi, se vse začne in konča pri denarju, ni dovolj denarja. Resnica je taka, da smo v tej finančni perspektivi 14-20 namenili kar 40% več denarja in to je edinstven program Evropske unije, ker je bil tudi denarja zraven.
Sledila je seveda tudi reorganizacija in tudi ta kaže, da bolje funkcionira kot v prejšnjem mandatnem obdobju. Mi smo, in to vi dobro veste, uporabniki v prvih 2 letih delali z enakim denarjem kot zadnje leto prejšnje finančne perspektive in rezultati so bistveno boljši. Več denarja bo prišlo v naslednjem letu, pa 18, 19, 20, takrat pričakujemo bistveno dvig finančnih sredstev in takrat seveda se bo tudi potencial in možnosti za študijsko bivanje, delovno bivanje in vseh drugih oblik delovanja, ki jih nudi Erasmus Plus, bistveno povečala. Pred mano je to odgovorno funkcijo opravljala Doris Pak. Moram jo omeniti na tem mestu, ona je nekako, lahko rekli, mamica vseh teh programov na evropski ravni, od lifelong learninga, torej pod njenim vodstvom je Evropska unija dejansko zaorala ledino tudi na področju izobraževanja. Pred 65 leti, ko se je Evropska skupnost nastala na podlagi premoga in jekla, si še nismo predstavljali, da bi bilo dobro tudi na tako imenovanih mehkih politikah ustvariti nekaj, kar bi vezalo, kar bi postalo vezivo Evropske unije. Mislim, da je Schuman nekoč dejal, da če bi bil še enkrat v poziciji združevati Evropo, bi začel raje pri kulturi. Ravno pri kulturi. Ravno kultura, vrednote, način mišljenja, zaznavanja, je tisto najbolj trdno vezivo, kar oblikuje identiteto in skupnost in njeno identiteto. Leta 1987 je Erasmus bil spočet, začel živeti in od takrat do zadnje finančne perspektive je šlo skozi razne oblike študijskih izmenjav kar 3 milijone evropejcev. Mnogi pravijo, da ravno tisti, ki so se udeležili vseh teh oblik, ki jih je Erasmus nudil, so največja vezivo, največja garancija za to, da bo Evropa preživela tudi kot kulturna entiteta in se seveda razvija. To vsekakor drži, tudi raziskave kažejo, da tisti mladi, ki so se udeležili raznih oblik izmenjave, študijske, učeče se, delovne prakse in tako naprej, so veliko bolj uspešni, veliko bolj konkurenčni v družbi, veliko bolj politično participativni, bolj integrirani v družbo. Raje se udeležujejo ali pa bolj pogosto se udeležujejo raznih oblik volitev in drugih oblik politične participacije. Vse to je zelo dobro. Vse to je zelo dobro. In seveda ni samo to, tudi v tujini mladi pridobijo ogromno ne samo znanj, izkušenj, tudi poznanstev in ko se pogovarjam tudi z mladimi, vsi povedo, da ohranjajo te stike še tudi po svojem študijskem bivanju v tujini, kar je super in zelo dobro. Lahko bi še naštevali uspehe, ki jih je dosegel Erasmus Plus. Tudi Slovenija je dobro vključena. Zadnje leta nam gre prav dobro pri tudi črpanju vseh potencijalov in možnosti, ki nam jih ponujajo evropske institucije. Tudi druge države so prav tako uspešne, tako da pravim, da to program, kjer se skoraj vsak evro, vsak cent porabi in to je dobro. In to je tudi osnova, da lahko zahtevamo še več denarja v naslednji finančni perspektivi. Jaz sem že v stiku tudi z pripravljalcem predloga proračuna, tudi za vmesnega, za naslednje leto in komisija že obljublja tudi dodatne 200 milijonov evrov za ta program. Tako da bo na koncu izplen, na koncu proračunskega obdobja ne samo 14,7 milijarde, ampak kani biti precej več. In hvala lepa komisarju in tistim deležnikom, ki odločajo tudi o proračunski pogači v tem smislu. To, kar je pomembno pri Erasmus Plusu, je ne samo to, da daje možnost posameznikom, šolam, ampak da posredni način vplivom tudi na modernizacijo evropskih izobraževalnih sistemov. Vsi vemo in vsi vi veste, se dobro spoznate v šolske politike, da izobraževanje ni skupna evropska politika in da nikoli ne bo in da tako prav, da ne bo.
v Evropi živimo v raznolikosti, kljub temu, da imamo neke skupne kulturne in tudi siceršnje sistemske stebre, za katere upam, da so dovolj trdni, da bo Evropa preživela vse te pretrese, ki jih danes doživlja. Če smo pred 3-4 leti govorili kdaj o prihodnosti Evropske unije, smo v glavnem govorili o tem, kako naj se integrira, kako zagotoviti več Evrope, kako okrepiti skupnostno metodo, kaj narediti, da bi bilo vsem skupaj bolje v Evropski uniji, kako povečati evropsko identiteto, evropsko dimenzijo na različnih področjih in podobno. Danes se nažalost veliko ukvarjamo s tem, kako rešiti Evropo pred propadom. Evropa je dejansko prepuščena mnogim destabilizatorjem, pa naj prihajajo tisti iz vzhoda v obliki tankov do tistih notranjih v obliki terorizma, nevarnosti velikih, težko obvladljivih migrantskih valov, energetske odvisnosti in tako naprej. Polno je takih slabosti, s katerimi se Evropa sooča in ki so panevropski problemi, kar pomeni, da bi morali tudi na ta način nastopiti in Evropo reševati pred vsemi temi pojavi oziroma destabilizatorji. Jaz sem prepričan, da bo v Evropi sedaj, ko počasi se kriza poslavlja, ekonomska in socialna, tudi finančna, da bo ekstremizem levi in desni igral vse manjšo vlogo, da se bo to poznalo tudi na volitvah in da se bodo ojačale tiste sile, ki so najbolj proevropske stranke. Naj za konec poudarim, da bo ali pa neko željo, da še naprej aktivno delujete v programu Erasmus+, da spremljate nove potencijale, ki jih ponuja, da se čim več mladih, zlasti mladih, udeležujejo raznih oblik mobilnosti, študijske, delovne prakse in tako naprej in da probamo maksimalno izkoristiti to, kar nam Evropa poleg raznih sistemskih ukrepov, mehanizmov nudi z temi programi. Naj Erasmus+ ostane to, kar je, to pa je zagotova zgodba o uspehu. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Zver. Sedaj pa besedo predajamo tistemu, ki ima gotovo izjemno široko vizijo in poznavanje implementacije samega programa Erasmus+, in sicer Evropskemu komisarju za izobraževanje, mladino in šport, dr. Tiborju Navračiču. Kar nekaj zapiskov si je naredil že tukaj pred samo razpravo, tako da verjamem, da nam bo postregal z izjemno zanimivimi informacijami. Izvolite. Thank you very much. I hope I can live up to your expectations of broad vision, wide knowledge, and deep experiences. But my contribution is supposed to be more modest, to give a stock taking and give some details about the future opportunities. Minister, right, honorable members of the European Parliament, and ladies and gentlemen, next year we will celebrate the 30th anniversary or birthday of Erasmus program, which is the most popular and I would say the most significant program of the European integration, which was generated by the EU, the EP, and the European Commission. I can tell you that this is the most popular program because the Eurobarometer makes its survey 2 times a year, and there is a standard question in the Eurobarometer surveys to name the achievements of the European integration, and that's an open question. And the ranking is almost the same every time. The first one
is the biggest achievement of the European integration is peace. Yes, we know that, and that's really true. The second one is the free movement of the people. The third one is the euro, but it's only in the Eurozone countries, because outside the Eurozone countries it's not very popular. And the fourth one is student mobility schemes, which means that even the adult society, not only students, but the adult society is absolutely aware of the importance and the successes of the Erasmus program. And let me, to answer the title of the conference, which is Successes and Failures, if I understood properly the Slovenian title, or Challenges, Successes and Challenges. Let me give you three arguments for the successes and three arguments for the challenges ahead of us. It's a quite balanced picture. I'm convinced that the picture is more positive than it would keep a balance, because we have more successes than challenges, but for a roundtable discussion, probably it could be a useful method for generating debates. The first and the most important success of the Erasmus program is a political one. 30 years ago, or almost 30 years ago, when Erasmus was born, I was a student in Hungary. And I had absolutely no opportunity to take part in Erasmus program because of the Iron Curtain. I know that the situation in Yugoslavia, the former Yugoslavia, is probably a slightly different one, but the fact is still valid. In 86, 87, when the preparations were made and when the Erasmus program was born, it was a deeply divided Europe, politically divided Europe, and we absolutely didn't have the opportunity, or at least the prospect, of a unified, united European political space with a free movement of people. And I think that's the biggest political success of Erasmus program, that it brought up generations with the belief in a united European political space and political community. And this is undeniable, and this is a huge success with all other, despite all other challenges. My second argument for success is an economic one. We know, and we have data, that those people who take part in Erasmus programs will have better opportunities for getting proper, well-paid jobs. Because Erasmus gives the participants social skills relevant in the labor market. Social skills, language skills, community skills, flexibility, the expression of ideas, making networks, making friendships, which could be very important skills in everyday life on the labor market, in business or in other aspects of the social life. That means that those people who are participating in Erasmus program will have better opportunities and better chances in their life. And I think it's a huge success, because one of the policy objectives of the youth policy at European level to give more chances, more opportunities to young people. And Erasmus program delivers in that respect as well. And my third argument for the success is a communitarian one, or identity argument. Erasmus program develops a new kind of European identity. A kind of European identity which not antagonistic to national, local or regional identities, but complements those identities. And students
can live with that identity. They experience the feeling of being European in everyday life, which is not instead of being Slovenian or Ljubljana citizens, but which means being a European based on their local identities or national identities. And this is very important because I think after the Brexit crisis, that kind of European identity will be or might be successful in the future, because that's the proper way of experiencing European community, European identity, without having a bad feeling about my national loyalties or regional or local loyalties. And that's why Erasmus program, or Erasmus Plus, is not only an educational program, it's not only a program of youth policy or traineeship projects, but it is really a community building exercise. And I think that's the most important aspect of the success of Erasmus. And let me mention 3 challenges as well. Honorable Member Minas-Ver just mentioned the funding. Yes, we are pretty successful in funding, and we've been pretty successful in funding so far. But to continue that success story means that we have to keep up the funding, the level of funding in the upcoming period of the financial framework. That means almost a 40% increase in funding. And we need that money, which can be a more contribution from the member states. The Council is quite reluctant usually in these issues, or a restructuring of the European budget. Our other challenge, the second challenge, is a social one. The Erasmus program is usually conceived as an elite program. We've had so far more than 3 million Erasmus students in the 30 years, but that means only 1% of the European youth. So while it is a successful program, it at the moment it just penetrated only a very slim layer of the European youth society. That's why our aspiration is to broaden the social base of Erasmus Plus, and we will use those extra monies to expand the social outreach of the program. And the third one, and I'm sure we will talk about it in detail, the procedural one. I know that the whole procedure of applying and using Erasmus is very complicated, sometimes very, very difficult to understand, to use those opportunities. That's why we started a revamping of Erasmus procedures, either in IT background, in IT technologies, or in the content of the procedure, the calls, the background materials, the application forms, and so on and so forth. We've had some results already now, but we are working on, and I hope that in the near future we will reach good results in that process. And finally, let me give you some data about the state of Erasmus. We have the 2015 data at our disposal, and that means that compared to the previous year, 2014, in 2015, 10,000 more students and staff received mobility grants. That means that around 660,000 people could use last year the opportunities in Erasmus.
and around 11,000 organizations, which is again a 10% increase compared to 2014. What is very important for us is social outreach. About 25% of the participants has a profile with special needs or fewer opportunities. That means that there is a strong social profile, however, it is not enough yet, as I just told you. And the future in funding looks quite promising. We will see a steep increase in the Erasmus Plus project budget up to 2020. Every year the budget will increase by roughly 10%. Furthermore, in recognition of the strong EU added value and impact of the program, the Commission proposed last week to increase the Erasmus budget with a further 200 million project. It was just mentioned by Nancy, and that's the money we would like to use to broaden the outreach of the Erasmus program. Plus, we're going to have a new scheme in volunteering, a special scheme made it public by the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, in last week's speech of the State of the Union. That's the European Solidarity Corps. That makes young people possible across the EU to volunteer their help where and when it is most needed to respond to crisis situations. So the European Solidarity Corps will be responsible for handling emergency situations, and the principal mission of the European Solidarity Corps will be to demonstrate European solidarity and contribute to the community building exercise supported by other aspects of the Erasmus Plus program. Thank you very much. Hvala lepa Evropskemu komisarju za izobraževanje, mladino in šport za tale poglobljen pogled. Program Erasmus Plus je izjemno priljubljen tudi v Sloveniji. Verjamem, da o tem pa tudi o izzivih ve ogromno povedati naša naslednja gostja, in sicer besedo predajam ministrici za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, doktorici Maji Makovec-Brenčič. Najprej prijazen pozdrav vsem skupaj, spoštovani gospod komisar, dr. Navračič, spoštovani evropski poslanci, še posebej pozdrav dr. Zveru, ki je tudi naš skrbnik, tako rekoč, evropskega in seveda s tem tudi motiva Erasmusa, tudi v imenu vseh nas in še posebej mladih. Spoštovani gospod Stančič, spoštovani organizatorji, gospod Žumar, mislim, da je danes en zelo lep dan v Sloveniji, saj govorimo o programu, ki v resnici povezuje marsikoga na način, ki si ga morda, ko bi otrok še ni predstavljal. In prav to je tudi eno od sporočil, ki smo ga danes že slišali tako iz ust gospoda komisarja, kot seveda tudi dr. Zvera. Zakaj je ta program in seveda tudi naklonjenost Evropske unije, da nas povezuje na različne načine, še posebej na področju izobraževanja, mladine in športa, prav skozi projekte Erasmusa, skozi celotno programsko shemo Erasmusa tako pomemben. Preprosto zato, ker pomeni vse večje vključevanje vseh nas v Evropi v skupne cilje, in ti so predvsem opolnomočenje mladine, opolnomočenje z novimi kompetencami, tudi tistih, ki z mladino delujemo, sodelujemo, ji pomagamo pri razvoju in seveda, ki iščemo skupne poti tudi njihovega zaposlovanja. Res hvala za vabilo na to konferenco. Zakaj? Kajti ne le da daje razmislek o pridobljenih izkušnjah in seveda tudi morebitnih poteh razvoja naprej, hkrati daje tudi neko vmesno zelo pomembno vsebinsko podlago, kje pravzaprav smo v tem presečnem obdobju in kako naprej ob zelo pomembnem prazniku, kar 3 desetletjih
Erasmusa in Erasmus programov, ki seveda je izjemno sporočilo vsem nam. In če se vrnemo nazaj izpred 30 let in k imenu oziroma gospodu, po katerem smo si sposodili pravzaprav to ime vsi skupaj v Evropi, razen Rotterdamskemu, ta nam je že takrat dal vedeti, da je upanje vsakega naroda tisto, ki temelji na ustreznem izobraževanju mladine. In prav to je skupno sporočilo vsem nam, tudi tistim, ki vem, da ste danes tukaj in se ukvarjate tudi številnimi operativnimi, izvedbenimi izzivi, pripravami in tudi načini iskanja rešitev, ko je potrebno pripravljati projekte, jih izvajati in seveda tudi uspešno zaključevati. A vendar naj povem, kje pravzaprav je Slovenija danes v Erasmus programih. Na mobilnost je v tujino odšlo do sedaj 30.490 posameznih učencev, dijakov, učiteljev. Na izmenjavo v tujino je odšlo preko 12.800 slovenskih študentov in 3.715 visokošolskih učiteljev. V Slovenijo je prišlo okoli 13.000 tujih študentov in približno 4.000 tujih visokošolskih učiteljev. S povprečno porabo sredstva na 96% potrjujemo to, kar je bilo že povedano, da dobro izkoriščamo ta sredstva. Iz leta 2007 z nekaj več kot 6 milijoni evri smo danes obogateni za približno skoraj 13 milijonov evrov in veselimo se tudi napovedi, ki jih je podal komisar in o katerih tudi razpravljamo ministri na evropski ravni, da se bodo ta sredstva z seveda ciljnimi nameni tudi še povečevala. Na ravni mladine je v tem trenutku naprimer delujočih več kot 677 projektov. Podvojili smo sredstva iz preteklega leta. To so res številke, ki kažejo, kako pomembno in seveda tudi, lahko rečem, popularno je delovanje znotraj Erasmusa, a vendar, kje so pravzaprav tisti izzivi, ki se jih lotevamo tudi na ministrskih ravneh. Najprej to, da seveda poleg številk in tega, kar smo zdaj slišali v ilustracijo, najbolj štejejo predvsem nova znanja, nove izkušnje, veščine. Če smo govorili v preteklih perspektivah o rezultatih, danes mnogo bolje in mnogo pomembno poudarjamo vse vrstne učinke delovanja Erasmus programov. To je zelo pomembno sporočilo, saj se tudi od posameznika premikamo na institucije, organizacije, na programe, ki povezujejo več deležnikov v isti skupnosti, ne le nacionalno, pa predvsem regionalno oziroma vse evropsko. Mislim, da je to zelo pomemben napredek, ki ga je Erasmus vendarle prinesel tudi med vse nas. Če povzamemo raziskave in študije o vseh teh učinkih, vidimo, da mednarodna mobilnost daje več možnosti za zaposlitev, po nekaterih ocenah kar dvakrat, tako tudi trdite mladi. Vpliva na razvoj mehkih veščin, ki so danes še toliko bolj pomembne in predvsem tudi razvoj neformalnih kompetenc, najbolj pa na posebnostno rast posameznika. In prav v tem duhu tudi spodbujamo skozi nacionalno agencijo in vse vas, izobraževalne institucije in vse institucije, ki se sicer vključujete v te programe, da iščete še večje možnosti za vse mlade, od najmlajših, tudi naši vrtci so vključeni v te aktivnosti, celo od prvega leta starosti naprej, seveda skupaj z vsemi mentorji, učitelji, vzgojitelji, ravnatelji, ravnateljicami. Ključen premik torej vidimo v odnosu posameznika institucije, v iskanje širših učinkov, seveda tudi najprej za posameznika, ampak predvsem za širšo skupnost in za evropsko povezovanje. Kaj to pomeni? To v praksi pomeni, da seveda učna mobilnost omogoča udeležencem ne le pridobitev znanj, spretnosti, izkušenj, ampak tudi izmenjavo dobrih praks, izmenjavo izkušenj med evropskimi državami, med institucijami in seveda tudi zelo pomembno spodbudo strateškim partnerstvom. To bi še posebej želela poudariti, kajti v Sloveniji bi želeli spodbuditi še več tovrstnih povezovanj. Vemo, da so postopkovno in v pripravah strateška partnerstva verjetno velik zalogaj za vsakoga, za vsako institucijo.
a vendarle ta so tista, ki v resnici lahko zagotovijo dobro prenašanje izkušenj in praks, hkrati pa krepitev novih programov in tudi razvoj novih programov, ki jih Erasmus omogoča in kar smo tudi slišali v nagovoru gospoda komisarja. Še posebej vidim tukaj v strateških partnerstvih priložnost za internacionalizacijo, za dvig medkulturnih kompetenc in tudi spodbujanje mladih k razvoju lastnih karier. Tukaj imamo možnosti in priložnosti, ki jih morda kot Slovenija še nismo izkoristili v popolnosti. Prav tako se na področju združevanja, izobraževanja, mladine in športa kažejo seveda dobra sodelovanja med nacionalnimi agencijami. Tisto, kar bi še želeli spodbuditi, je, da se ta sodelovanja nadaljujejo in da znamo tudi skozi različne teme povezovati integralne vsebine ne le Evropske unije kot take, ampak seveda tudi znotraj teh povezati nacionalne politike na način, da dajo učinke, ki krepijo cilje tako na nacionalni kot hkrati tudi na evropski ravni. Še posebej na področju mladine se odpirajo nekatera vprašanja v razmislek, kot recimo, kako od malih k velikim projektom, ki bi nas povezovali ne le še nacionalno, pa tudi regionalno in seveda vse evropsko. Ta izziv ostaja. Ravno tako si želimo vse več povezovanja med mobilnostjo in kakovostjo na vseh ravneh, predvsem pa razvojem. Te besede se morda slišijo preveč odmaknjene od vašega vsakdanjega in dnevnega delovanja v projektih, a vendar so ključne za to, da imamo strateško usmeritev, ki nas vodi skupaj v premik predvsem za mlade. Tudi področje športa. Šport razumemo kot univerzalni jezik, v Sloveniji ga še posebej poosebljamo, je v našem DNK-ju, jaz velikokrat rečem. Tudi tukaj smo našli že skupne projekte, kot je recimo vključevanje migrantov skozi šport, vključevanje mladih, ranljivih skupin mladih skozi šport, krepitev medkulturnih kompetenc skozi šport. Vse to so povezljivi, razvojni, hkrati kakovostni elementi, ki jih Erasmus že ponuja in ki jih moramo mi samo morda kdaj drug drugemu spodbuditi v razvoj in seveda pripravo projektov. Prav tako je povezovanje kompetenc med mladimi in starejšimi tisto, kar še izziva znotraj Erasmus programov in tisti del, predvsem z vidika vseživljenjskega usposabljanja, izobraževanja in učenja kot celote, je nekaj, kar bomo na ministrstvu pospeševali skupaj z nacionalno agencijo tudi vnaprej. Če povzamem, Erasmus zagotovo spodbuja ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost, zagotovo tudi dostopnost in vse večjo vključenost, predvsem vas mladih, v različne aktivnosti znotraj evropskega prostora. Tisto, kar pa mi še posebej želimo ob tem spodbujati, je zagotovo aktivno državljanstvo in medkulturni dialog. To so tudi smernice, ki jih povezujemo skupaj z cilji Evropske unije, Evropskega parlamenta in seveda celotne evropske skupnosti, ki se je znašla pred novimi izzivi. Vključevanje je, kot sem že povedala, saj z naše strani zelo visoko. Seveda bi si tega želeli še več. Zato si bomo skrbno zapomnili tudi vse napovedi o večanju sredstev, pa ne le sredstev kot takšnih, ampak predvsem odpiranja novih programskih vsebin in s tem iskanja skupnih ciljev med nacionalno in evropsko politiko udejanjanja Erasmusa. Tisto, kar pa že nekako vidimo v naslednjih korakih in naslednjih spremembah in morda to tudi ob tem presečnem pregledu v razmisleku naprej, da bi, kot že omenjeno, še več sredstev namenili za strateške oblike sodelovanja, predvsem tam, kjer povezujemo nova znanja, spretnosti, poznamo tudi novo agendo veščin v Evropi, tako imamo skills agendo in seveda trajne rasti k zaposlovanju in zaposlitvi več mladih. Bolje bi želeli uveljaviti tudi to že imenovano razvojno funkcijo programa, povezano z kakovostjo med nacionalnimi in evropskimi cilji in seveda še več povezovanja med mladinskimi organizacijami, mrežami in učnimi mobilnostmi, tudi tukaj želimo prostor za premike vnaprej. In ne, da imamo še veliko prostora, imamo že veliko doseženega. Na področju mladih naj omenim vsaj nekaj aktivnosti, kot je recimo projekt Salto, kjer se tudi regionalno povezujemo, delimo znanja
kjer se izobražujemo v digitalnih veščinah, kjer se krbi medkulturni dialog. Enako v športu in enako na izobraževalni ravni. Zakaj to poudarjam? Zato, ker v duhu, kot smo ga že povedali, duhu Erasmusa, ki nas je poosebil in povezal v tem, seveda nastanejo tudi tisti življenjski premiki, ki jih včasih pravzaprav niti ne vidimo, ne zaznamo, pa vendarle nas trajno zaznamujejo. In kot je rekel že gospod komisar, če nekoč priložnosti nisem imel, dajmo priložnost danes mladim. Zato, da ste povezani, da zmorete udejaniti svoje talente in kompetence. Zato si bomo tudi na ministrstvu prizadevali vnaprej skupaj z nacionalno agencijo, da bomo še bližje predvsem ciljem, ki jih želimo zasledovati zaradi mladih, opolnomočenja mladih, a tudi opolnomočenja profesionalnega razvoja vseh vas tistih, ki ste tukaj le danes z nami, ki ste skrbniki, izvajalci in hkrati tisti, ki še kako veste, kakšne vsebine bi bilo dobro imeti v sodelovanju skozi Erasmus programe. In ne nazadnje, naj zaključim pa vseeno misel ne le kot ministrica, pa kot profesorica. Jaz sem bila najbolj vesela, ko so me moji Erasmus študenti povabili na poroko. Tudi to je del Erasmus razvoja. Najlepša hvala. Hvala lepa ministrica, doktorica Maja Makovec-Brenčič. Mi pa se vračamo nekoliko na evropski parket. Kot smo že rekli, dr. Milan Zver je stalni poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+. Seveda pa so takšni in podobni programi pod budnim očesom in drobnogledom tudi drugih naših evropskih poslancev. Z nami sta danes tukaj tudi Lojze Peterle in gospa Romana Tomc. Pa najprej gospoda Peterleta prosim za nekaj besed o njegovih pogledih na ta program in njegov doprinos in seveda tudi izzive. Kar izvolite. Hvala lepa, gospod komisar, gospa ministrica, dragi kolega Zver, gospe in gospodje, gospod veleposlanik, gospod Žumar. Veliko je močnih imen, ki bi moral posebej pozdraviti, vam dovolite, da tukaj zaključim. Med temi 4 milijoni, ki so doživeli Erasmus, sta moja hčerka in moj sin. In sem vesel, da sta to doživela. In ko sem sina vprašal, do česa je prišel v teh 6 mesecih, je med drugim rekel naslednje. Je rekel, pri nas bolj delajo na pomnenju, tam, kjer sem pa zdaj bil, pa bolj na razumevanju materije. Jaz sem rekel, zgleda, da si izkoristil teh 6 mesecev za prava spoznanja. Torej, mi smo navajeni v zadnjem času veliko govoriti o zadevah, ki v Evropi ne gredo. Brexit dominira to debato. Danes pa, mislim, da se nam dogaja eno prav pozitivno dopoldne, govorimo o neki stvari, ki v evropski zadevi zelo dobro deluje in to že vrsto let. Ko mi je, da še srečate politika, ki bi govoril o več Evrope, ampak ravno tukaj se dogaja več Evrope. Ta projekt Evropo poživlja, jo povezuje, jo bogati. Poznamo tudi kritike koncepta multikulti, ampak tukaj tudi multikulti deluje. In vesel sem poudarka, ki je dal gospod komisar na vprašanju identitete. Erasmus krepi evropsko identiteto, oziroma jo gradi, jo tudi razkriva in tudi sam poznam veliko ljudi, ki so videli, da gre dejansko za dve strani istega kovanca in skozi ta program se dogaja izkušnja Evrope, o kateri so govorili že očeti Evrope. In še tole bi rekel, to ni bila ideja Schumana ali Adenauerja ali De Gasperija, in tudi ni bila ideja komisarja, če se ne motim, ampak nekega človeka, ki je prišel, ki je imel dobro idejo, bi rekel. Kot je bilo povedano
že strani poročevalca Zvera. Na tem področju mi ne sprejemamo zakonov, kot tudi ne na področju zdravja, recimo. V Bruslju ne določamo kurikulov in tako naprej. Ampak nekdo je imel dobro idejo, zadeva se je prijela in deluje. In tako nastaja Evropa. Jaz bi rad še tole povedal, da sem vesel tega dogodka danes tudi zato, da lahko vidimo, kaj pomeni vloga poročevalca. Nas velikokrat državljani, kaj pa lahko eden od 721 poslank in poslancev iz Slovenije doseže v tej veliki hiši. Ampak rad bi rekel, da seveda v Milanu Zveru ima parlament izredno kvalificiranega poročevalca, ki ima seveda močno profesionalno preteklost, bil je minister za šolstvo. In poročevalc je tisti, jaz bi mu rekel, nekakšen minister v parlamentu, od katerega je veliko odvisno. In ponavadi zelo tesno komunicira poročevalec s komisarjem, pa s takovanimi senčnimi poročevalci in še s kom drugim, lahko vpliva tudi na budžet, vpliva na poudarke. Na koncu on predlaga, kako naj se glasuje in ponavadi poročevalcu večinoma sledimo. Torej, poslanec je zelo vesel, če lahko dobi kakšno poročilo in mislim, da Milan Zver, da je Milan, naš kolega, dobil močno poročilo, ampak ga tudi močno drži oziroma ga krepi, ne sem vesel. Mu čestitam k temu poročilu. Komisiji čestitam k 30 letom tega izrednega programa in sem vesel najav, ki jih je dal gospod komisar, da bo šlo bodoče, da bo bodoče še več pozornosti, tudi finančne, k projektu, ki Evropo gradi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Peterle. Torej, kot že rečeno, je z nami tudi evropska poslanka gospa Romana Tomc. Z njo bova sicer dejansko začeli naslednji del konference, ampak gospa Tomc vas že sedaj vabim, da z nami morda delite prve misli o samem programu Erasmus+. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Seveda ne bom dolga, bom poskušala biti čisto kratka, se bomo v nadaljevanju kaj več pogovorili. Lep pozdrav seveda komisarju, gospodu Navračiču, gospe ministrici in pa mojemu kolegu z veseljem. Res sem danes tukaj na njegovo povabilo kot odličnemu poročevalcu zelo pomembnega dosjeja v Evropskem parlamentu. Vsi skupaj smo zelo ponosni na njega. Predvsem pa lep pozdrav tukaj tudi vam. Po dolgem času namreč sem spet v tej dvorani. Pred nekaj leti sem delovala tu zraven v sosednji stavbi kot direktorica sklada za štipendije in razvoj kadrov in se tudi v tej vlogi srečevala z dodeljevanjem Erasmusovih štipendij. Tako da moje izkušnje z Erasmus štipendijami so večplastne. Tako kot, bom rekla, nekega uradnega uslužbenca, ki se je popolnoma konkretno ukvarjal tudi z problemi, ki ste jih imeli oziroma so jih imeli tisti, ki so štipendije prejemali. Imam izkušnje tudi doma, tako kot gospod Peterle, kjer, bom rekla, so drugačni odzivi, kaj se dogaja potem, ko neka mlada oseba gre v tujino in nabira izkušnje. Predvsem pa želim povedati, da se v Evropskem parlamentu kot članica odbora za zaposlovanje in socialo ukvarjam z drugega vidika z Erasmus štipendijami in namreč kot neko sredstvo k temu, da dosežemo tiste cilje, za katere si pa v odboru za zaposlovanje prizadevamo. To pa je zmanjšati in pravzaprav nekako privesti do čim nižjega možnega nivoja brezposelnost mladih. Odbor za zaposlovanje ima številne tudi programe, ki se s tem ukvarjajo. Najbrž poznate, ste slišali za shemo jamstvo za mlade, zelo je tudi v Sloveniji prisotna, pa vendar moramo iti en korak nazaj. En korak nazaj pa je izobraževanje.
pravilno, primerno izobraževanje, ki bo ponudilo trgu dela tiste kadre, ki jih je trg dela tudi sposoben zaposliti. Skratka, povezanost je velika. Želim, da v nadaljevanju tudi sami za vprašanji spodbudite razpravo. Za enkrat toliko, še enkrat hvala lepa za povabilo in srečno. Hvala lepa, gospa Tomc. Torej, kot že rečeno, nadaljujemo z vami tudi nekoliko kasneje. Podobno kot je pri študijskih izmenjavah vedno največji problem, da so prekratke. Imamo tudi mi že počasi manjši časovni problem, ampak nikakor ne morem mimo še dveh izjemno zanimivih obrazov, ki sta danes z nami, in sicer direktorja obeh nacionalnih agencij, ki sta pri nas v obdobju 2014 do 2020 odgovorni za izvajanje tega programa, in se bomo na kratko torej posvetili še čisto praktični plati. Doktorica Alenka Flander je z nami. Erasmus Plus ni mus, pomaga pa na veliko piše na Facebook profilu Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Pa torej še nas zanima vaš vidik, kako v praksi vidite njegove prednosti in izzive. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Najprej najlepša hvala za vabilo in za možnost, da v bistvu tudi mogoče v nekem drugem kontekstu razpravljamo o programih. In smo veseli, da v bistvu vidimo tudi med deležniki zelo veliko zanimanja. Jaz tudi glede na to, da smo tudi v časovni stiski, že nekako ne bom zelo dolga, ker mislim, da so moji oziroma govorniki, ključni današnjega predgovorniki, povedali že glavne elemente, ki smo jih tudi verjetno kot mi in kot jih bo tudi Uroš kot moj sodelavec iz druge agencije tudi podali. Absolutno je to zgodba o učinku. Se pa strinjam z gospod ministrico, da je poleg posameznikov zelo pomembno krepiti podporno okolje in tiste, ki se s temi mladimi ukvarjajo, ker sicer, bom rekla, karikirano, jih prepustimo sami sebi in jih v bistvu ne podpiramo, da bi dosegli take učinke, kot so. In se tudi strinjam s tem, da je Erasmus kot visokošolski del zgodba o uspehu. Ampak ne smemo pozabiti, da Erasmus visokošolski del traja že 30 let, da ostali programi trajajo 15 let ali manj in da ima visokošolski del tudi daleč največ sredstev, kar v bistvu ustvarja pozitivno zanko in s tem tudi popularizira program na tej dimenziji verjetno še veliko bolj kot na drugi. Mislim pa, da se je svet spreminja. Včasih so verjetno bili dejansko visokošolski študenti in osebje tisti, ki so imeli sploh možnost, da so pogledali čez meje. Z novimi tehnologijami, z novimi v bistvu premiki, globalizacijo in vsem se pa svet dejansko spreminja in ta odpiranje in dojemljivost in spoštovanje raznolikosti je nekaj, kar moramo začeti vzgajati že pri zelo majhnih. In podatki oziroma ugotovitev tudi kaže, da v bistvu, če so majhni otroci že spodbujani k temu, da se nekako povezujejo in širijo obzorja, so tudi kot študenti veliko bolj odprti. In hkrati študenti, predvsem pedagoških poklicev, če so oni imajo možnost za mednarodno mobilnost, znajo tudi otroki že v prvih fazah veliko bolj spodbujati. Tako da to je neka pozitivna zanka in jaz bi mogoče ta naš teh par minut izkoristil predvsem za to, da mogoče skupaj razmislimo in tukaj predvsem prosim gospoda Zvera in gospoda Navračiča o tem, da sektori, ki mogoče niso že per se mednarodni, se pravi, in so dejansko del nacionalne politike, kot so šolsko izobraževanje in odrasli, so sicer sedaj v programu pač predstavljeni, ampak mislim interes vsaj za Slovenijo in tudi za nekatere druge države, tam je interes v bistvu za sodelovanje veliko večji, kot so razpoložljiva sredstva. In tukaj, če pač v naslednjih generacijah lahko razmislimo o tem, kako mogoče tudi tam spodbujati ta del, ker dejansko generacijsko se nam svet spreminja in tukaj moramo tukaj premeniti to mednarodno in skupno dimenzijo, zato da v bistvu bomo dejansko lahko kot Evropa prosperirali in nekako se razvijali dalje. Tako da
Še enkrat hvala lepa za to priložnost, tudi da delimo naše mnenje s tako pomembnimi odločevalci, do katerih verjetno običajno ne pridemo, smo v bistvu vseeno bolj nekakta operativna raven, ampak tudi se pa veselim tudi drugega dela panela, da slišimo v bistvu tudi od deležnikov, kaj v bistvu oni vidijo kot izzive. Hvala lepa in upam, da naše ideje tudi vsaj v razmislek sprejmete in da pomagamo tudi do te poti Evropi, da pride še na lepše čase. Hvala. Hvala lepa, gospa Flander, pa podobno vprašanje, torej kaj je mogoče še izboljšati, kje so izzivi, kje so uspehi, še za gospoda Uroša Skrinarja, Zavod Movit, odgovorni so za področje mladine in imajo tudi eno tako zelo geslo Mladi v akciji. Pa da slišimo, kako se torej to v praksi izraža. Izvolite. En lep pozdrav še v imenu Movita, se pravi mladinskega področja v Erasmus Plus programu. Lahko govorimo o teh velikih besedah, o aktivni participaciji mladih v evropskem državljanstvu, ki ga dejansko program še najbolj podpira in mislim, da ga mora podpirati v prihodnje še bolj. Glede na izzive, ki jih imamo, glede na to, da raziskave kažejo, da dejansko vključevanje mladih v projekte pomeni, da krepijo svoje državljanske kompetence tudi v luči evropskega državljanstva, vrednot, naših skupnih vrednot in gradnji skupne zgodbe. Ampak bom povedal eno zelo praktično izkušnjo. Dolgo nazaj sicer sem bil mladinski delavec na lokalni ravni, v mladinskem centru, v Trbovljah, kjer dejansko mobilnost mladih ni bila pred 15 leti zaželjena zgodba v bistvu. Da smo mlade poslali na mladinsko izmenjavo, je bil velik izziv. Danes je ta zgodba bistveno drugačna. Tudi zaradi programov, preteklih programov, samostojnih programov na področju mladine in tudi današnjega skupnega. Ampak ena zgodba, ko sem delal v mladinskem centru, je prišel k meni mlad človek, ki je sicer bil migrantskega porekla, ki se ni želel vključevati v zgodbe, ki ni želel sodelovati v mladinski izmenjavi in smo delali 3 leta, da se je vključil v mladinsko izmenjavo. Na koncu, po izmenjavi, prišel k meni in rekel: Uroš, veš, sedaj vem, zakaj se bom učil angleščino, zato da bom naslednjič lahko komuniciral s svojimi kolegi. In to so zelo majhne zgodbe, ampak tiste pomembne zgodbe, predvsem v luči, kar je omenil tudi komisar, da moramo še več delati na socialnem vključevanju tistih, ki dejansko niso vključeni. In to so te zgodbe o uspehu in Erasmus kot celota je zgodba o uspehu, ampak ta zgodba o uspehu je sestavljena iz malih zgodb na lokalnih ravneh. In to moramo podpreti v prihodnje še bolj. Upam, da bomo. Najlepša hvala, s tem zaključujemo prvi del današnje debate.